تعيش اليوم لحظات حاسمة. المملكة، النفط، مراتب المسؤولية والشرف كلها بين يديك. نعم يا أبي. وأنا أستطيع أن أعتمد عليك. نعم يا أبي. هنالك مسألة صغيرة. أمر يا أبي. عليك أن تتخلى عن كليو. أتخلى عنها يا أبي؟ دون أن أجد أي داعي لذلك؟ انظر يا أبي، لقد صدق الفرنسيون بقولهم Elle a tout d'une grande. هذا c'est cher mon fils. Če ste tako ali drugače doživeli 90. leta prejšnjega stoletja, potem je ta reklama za vas več kot le samo reklama. Tole je prva generacija Renaulta Clio. Avta, ki je uspešno nasledil legendarno petko in pri nas dokončno v penzijo poslal legendarno katrco. Njegov nasprotnik tokrat je pravzaprav njegov pravnuk. Tehnološki dragulj današnjega časa s hibridnim pogonom in s prestižno opremo Esprit Alpine. Ko jo postavimo drug ob drugega, pravzaprav vidimo, kako velika razlika je med njima. Prvi Clio proti sodobniku deluje majhno in krhko. Navsezadnje je skoraj pol metra krajši in skoraj 500 kg lažji. Vstop v kabino je kot prehod v neko drugo dimenzijo. V letu 91 vas pričaka trda plastika, analogna ura in, če imate srečo, še radio na kasete. Odpiranje oken seveda poteka ročno, je pa preglednost vsekakor bistveno boljša kot v sodobniku. 35 let kasneje vas pozdravi veliko več prestiža. Športni sedeži, digitalni zaslon, tablični računalnik, ki nadzira vse, od Spotifyja do hibridnega sistema. Je pa prostora pri starcu v drugi sedežni vrsti bistveno več. Novi Clio ima v našem primeru v primerjavi s starim dvakrat toliko konjev, kar pa seveda ne pove celotne zgodbe. Kaj smo pravzaprav v teh 35 letih izgubili in kaj smo pridobili? Izgubili smo peresno lahkotnost in tisto surovo mehansko vez med voznikom in avtomobilom. Pridobili pa smo varnost, udobje in navsezadnje tudi nižjo porabo.